Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Evangelij po Čušinu je naslov nove knjige, ki je avtorsko delo Gregorja Čušina. Tega poznamo predvsem kot gledališkega in televizijskega, pa tudi filmskega igralca. Sedaj se je postavil vlogo literarnega avtorja, ki s pravkar izdano knjigo Evangelij po Čušinu nagovarja bralce dobrih knjig. Gregor Čušin, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dobrodošli. Živijo, dobro dan. Knjiga ni nastala pravzaprav le v 2-3 tednih, ampak je rezultat večletnega vašega ukvarjanja s tem projektom Evangelij po Čušinu. Povejte nam, koliko časa se že ukvarjate s tem? Z knjigo ali z Evangelijem? Z Evangelijem. Včasih me vprašajo za kakšne moje predstave, kakšne moje stvari, koliko časa je to nastalo, pa rečem vse moje življenje. Tudi zato bi lahko rekel, da nastalo vse moje življenje. Pa treba povedati, da je to Evangelij po Čušinu pravzaprav predstava, monodrama. Moja druga monodrama, ki sem naredil, mislim, da datira v 2005, spravo je stara 16 let, ima za sabo več kot 300 ponovitev in je pravzaprav dejansko nastala v 2-3 tednih, sam zapis. Dolgo časa sem govoril o tej temi, potem me je pa nek prijatelj prisilil k premieri, enostavno me je napovedal in jaz sem potem v roku 2-3 tednov vse to, kar sem govoril, kar se mi je v glavi podilo, vseh teh razmišljih, ki sem jih imel v vožnjah v službo in nazaj svoje Koroške Bele do Ljubljane, spravil na papir. Dejansko sem še popoldne pred premiero pisal zadnje stavke in potem na premieri to čisto sveže izvajal. Zdaj po 16 letih pa to postaja knjiga, zgodba, malo drug format, malo drug način, ampak upam, da bo tudi segel do ljudi. V strukturo ste postavili 10 poglavij, 10 največjih svetopisemskih lokacij, kot so Galileja, Nazaret, Betanija in Jeruzalem. To je pravzaprav en okvir. Znotraj tega pa se odvijajo te svetopisemske zgodbe. Ja, jaz moram povedati, da je datira zgodba v obdobje, ko je svet pretresa Da Vinčijeva šifra. Ta znameniti razvpiti roman, ki sem se ga dolgo časa otepal, potem so moji kolegi začeli govoriti, da so ga brali in da zdaj razumejo marsikaj iz Svetega pisma. In sem rekel, čak malo, moram tudi jaz pogledati to knjigo in preberem to delce. In sem rekel, če pa vsak se lahko spravi nad Evangelij, se bom pa še jaz. In sem začel sestavljati to svojo zgodbo. In ko sem se ukvarjal, kako povedati evangeljsko zgodbo na svoj način, je bilo seveda vprašanje tega, kdo sem jaz v tej zgodbi? Sem jaz Gregor iz tega časa ali sem jaz nek Gregor iz Jezusovega časa? In dolgo časa sem se mučil s tem, prej sem gotovo, da pravzaprav to ni pomembno, da sem jaz Gregor ta trenutek, ampak ker je Jezus, Božji sin, neka večna oseba, sem lahko tudi večen in vstopam v tisto zgodbo kot Gregor iz tega časa in včasih vem več od Jezusa, včasih vem manj od Jezusa, včasih vem, kaj se bo zgodilo, včasih ne vem, kaj se bo zgodilo. Se pravi, sem si dovolil oziroma pustil prosto pot domišljiji popolnoma in sem vstopil v to zgodbo. In te lokacije so pravzaprav nastale, tako bom rekel, spotoma. Pač vstopil sem v zgodbo v puščavi, kjer Jezus začne svojo zgodbo in šel z njim do Jeruzalema. Na način ste postali 13. apostol. 13. apostol, tako ja. To je bil moj namen in potem se tudi seveda poigram s to številko 13, ki je, ne vem zakaj, nesrečna že od nekdaj. O tem pišete tudi v zaključku knjige. Povemo še to, da pravzaprav uradno poznamo 4 evangelije, po Mateju, Marku, Luki in Janezu, so pa ob teh 4 bili napisani tudi številni apokrifni evangeliji, ki jih je uradna cerkev postavila na stran oziroma jih ni priznala. Drži to? Seveda, teh evangelijev je, če me spomin navara, če sem pravilno si zapomnil, nekje okrog 130 je teh apokrifov. Nekatera so, bom rekel, celi evangeliji, večinoma so samo neki odlomki. To so dela, ki so nastala pravzaprav kmalu v začetku krščanstva. Ti 4 evangeliji, ki jih poznamo, tako zvani kanonični evangeliji, so tudi po nastanku, mislim, da prvi 4. Kasneje, ob tem so nastali še ti drugi zapisi o Jezusu, Jezus si pripovedovali, zapisovali te zgodbe in so jih pač širili naokrog. Nekateri z namenom samo, da se zgodba o Jezusu, se pravi evangeljska zgodba, razširi, nekateri so imeli zadaj svoje namene, se pravi, gre že za razne poti znotraj krščanstva,
ki jih je kasneje cerkev seveda razglasila tudi za herezije. In tudi te evangelije so, ne vem kdaj, na katerem koncilu pač, kdaj so to razčistili in očistili in kdaj so uvrstili samo te 4. To so znani podatki, jaz jih iz glave zdaj ne znam, tako da če gledalci to zanima, naj si poiščijo po spletu. Ampak cerkev se je v določenem trenutku odločila, premolila, izbrala te 4 evangelije, kot da so ti kanonični, spisani po navdihu Svetega Duha, vse ostalo je pa dvomljivega izvora. S tem, da so nekateri, ko sem to pisal, sem prebral vse, kar mi je bilo dostopno in je bilo dostopno z mojim znanjem jezika. In nekateri zapisi so zanimivi, moram reči, nekateri so pa jako divji, zelo pravlični in tako naprej, ne. Recimo v Jakobovem protoevangeliju, mislim, da če sem si prav zapomnil, Jezus kot otrok, ko se igra s svojimi prijatelji, pa ga razjezijo, prikliče strelo z neba, pa pobije svoje prijatelje. Tako malo divje zgodbe so, nekaj jih ne bi prepisal Božjemu sinu. Tomažev evangelij zna biti zelo misteriozen, skrivnost in tako naprej. Ti apokrifi pomeni skrito, ker so skrivnostni, ker prinašajo neko svojo zgodbo, ampak kot sem rekel, cerkev se je odločila oziroma premolila, da to ni od Svetega Duha in uvrstila samo te 4. Jaz se zdaj pač, ne bom rekel, da je to 5. evangelij, ker nek profesor teologije mi je rekel, da pač pod apokrife štejemo še danes vse, kar je zvezano z Jezusovo zgodbo. Se pravi, evangelij je pravzaprav po neki definiciji zgodba, pripoved o Jezusovem življenju in smrti, in na ta način so apokrifna dela pravzaprav vse slike, ki nastanejo, vse pesmi, ki nastanejo, vsi zapisi, ki nastanejo še danes o Jezusovem življenju in smrti, in na ta način je tudi to na neke vrste apokrif. S tem se ne mislim nič postavljati v nobeno vrsto, ne heretično, ne neheretično. Tole moje je samo en poskus, da bi ljudem povedal svoje doživljanje vere, Boga, Jezusa, pa da bi jih majčkeno zabaval pravzaprav. Ja, čeprav osnova zgodb je ta resnična iz pravih evangelijev, ki jih pa vi potem razvijate malce drugače. Ja, kot sem rekel, moj namen je bil, da sem vstopil v evangeljsko zgodbo, da sem se kot igralec, to je pač na nek način tudi igralska tehnika, vstopiš v zgodbo in pogledaš, kakšna situacija. In zdaj, moram povedati, da že pred Evangelijem po Čušinu, pred to monodramo sem naredil Hagado, moja prva monodrama. Ta je bila nagrajena, ne? Ta je nagrajenka Ptujskega festivala, ja. V redu. Znotraj te je bila vrhunec te predstave je bila zgodba o Kani Galilejski, ki sem jo povzel po Darju Foju, italijanskem literatu, igralcu in politiku, lahko tudi rečemo. Da zgodba o Kani Galilejski, to znamenito zgodbo o prvem Jezusovem čudežu, ko spremeni, ko naredi iz vode vino, da to zgodbo pove pijanec. In ta zgodba dobi popolnoma, ampak drugačen pomen, drugačen odzven, in to me je strašno zabavilo. Ta zgodba je bila res uspešna, zelo dobro sprejeta pri publiki, in z te zgodbe sem vzel pač ta način, da sem vstopil v te zgodbe in jih povedal po svoje. Kaj se zgodi, če v nek dogodek, znamenit evangeljski dogodek, vstopi nekdo, recimo en Gregor Čušin, ki ga vidi drugače, ki ga preupraša drugače in tako naprej. In tako sem šel skozi to zgodbo. Mnogi so mi zamerili, da sem izpustil križanje in vstajenje, se pravi, 2 najpomembnejša dogodka v Jezusovem življenju, ampak ker so me hkrati obtoževali, da se norčujem iz Jezusa, sem rekel, če me pri teh stvareh, pri teh nekih običajnih čudežih zmerjate, da se norčujem, kaj bi šele bilo, če bi opisal križanje. Potem je bilo to res skrajno norčevanje. Prav s tem namenom izpoštljivosti do teh 2 velikih dogodkov, ki jih tudi sam kot vernik spoštujem in verujem, nisem hotel jih opisati po svoje, da ne bi izpadli prenorčavo. Zgodbe se dogajajo 2000 let pred našim štetjem, pred Kristusom. Po Kristusu pravzaprav v tisti čas pa umeščate tehnične naprave, ki jih poznamo danes. Pravzaprav Jezus dobi telegram, da je umrl njegov prijatelj Lazar. Apostol Juda pripoveduje o srebrnih bitcoinih, v gostilni apostoli pijejo macchiato, jedo pice, po jezeru se vozijo z gliseriji. To so naprave današnjega časa. Ja, se pravim, vstopil sem v to zgodbo kot Gregor iz tega časa in s sabo prinesel določene stvari. Hkrati sem pa s tem hotel povedati, da je
tudi Jezus še danes živ. Da ta evangeljska zgodba ni nekaj, kar je ostalo zataknjeno 2000 let nazaj, ampak se dogaja še danes. Da je to aktualno in živo. In da je, pač, če bi Jezus danes nastopil, bi pač uporabljal te moderne naprave, bi imel oddajo po televiziji, mogoče bi napisal knjigo, ne vem. Bi govoril o Freudu, o Cankarju, kot vi govorite v tej predstavi knjigi. So nastopali tudi določeni ljudje, ki sem jih mogel skozi teh 16 let tudi menjati, ker so preminuli. Zvezda predstave je bil svoj čas naš bivši predsednik Janez Drnovšek, pač sem ga pač tudi mogel umakniti, ker ni lepo, da o mrtvih samo dobro, pa sem ga nadomestil z drugim, tudi menjam ljudi v sami predstavi, v knjigi so pač zdaj zapisani, kot so, v predstavi, ki jo še zmeraj igram, jih pa pač zamenjam. Ko sem šel recimo nastopati v Avstrijo ali pa v Italijo, sem pač slovenske politike zamenjal z adekvatnimi tujimi politiki. Vse človeška narava je povsod enaka, čeprav se drugače piše. Knjiga se izteče Zadnjo večerjo, ki pa ste jo plačali vi pravzaprav, vsaj v knjigi. Ja. Račun za Zadnjo večerjo sem poravnal jaz, ker je račun za vse ostalo pa poravnal Jezus na križu. Ampak zdelo se mi zabavno, nekdo je pač moral plačati ta račun, ne? V Svetem pismu nikjer ni zabeleženo, kdo ga je, tukaj sem jaz prevzel stroške. Upam, da bom s prodajo knjige pokril. Ja, upajmo. Rdeča nit knjige je pravzaprav tudi humor. Ne? Znani ste po tem, da ste vedrega srca, da znate tudi resno situacijo povedati na šaljiv način. Ste kdaj stopili korak nazaj? Ste si rekli, tu sem šel predaleč? Svoj čas sem vse stvari, ki sem jih takole napisal, pa če sem bil v dvomih, šel prebrati mami. Sem rekel, če moja mama zdrži, potem bo to šlo. Zdaj, kadar sem v dvomih, dam prebrati ženi. Ne? Čeprav to je malo nezanesljiva publika, ker žena me ima iz meni neznanih razlogov rada in je seveda zelo popustljiva z mano. Ampak ja, moram reči, da precej stvari je ostalo v osnutkih, ker sem presodil, da pač ne bodo dosegli pravega namena prebralcev. Sploh v predstavi pravzaprav lahko še kakšne stvari pojasniš z gesto, z nekim komentarjem, ki ga dodaš. Knjiga je prepuščena bralcu, in tukaj moraš biti pravzaprav bolj natančen, kot v sami predstavi. In nek norčav zapis bi bil lahko, predrzen zapis bi lahko hitro prenorčal. Tako da ja, stopim korak nazaj. Drugače pa, če sam smem pripomniti, mislim, da nisem toliko humoren, pa šaljiv, bolj sem znam, da sem neresen. Jaz ne znam biti resen. Tudi resne stvari ne vzamem resno. To je bila moja napaka, že kot tudi v službi, v gledališču. Sem bil zmeraj obtožen, da tudi resne stvari neresno igram. Vzel sem to kot pohvalo. Znal sem, recimo v Hamletu sem igral Polonija, se pravi očeta Ofelije, ki naredi samomor in tako naprej. Nesrečen oče, pravzaprav izgubi hčerko, ubijajo ga in tako naprej. Ampak zbujal sem pa smeh pri gledalcih, ker mi je režiser zelo zameril, ampak enostaven, jaz iz vseh teh likov sem zmeraj skušal izžeti tisto najbolj smešno. Tudi ko pišem, jaz vem, da jaz nisem nek literat, nimam se zapisati, jaz sem bolj pisec, pisun si rečem, zapisovalc recimo. To, kar pišem, ne premika sveta. Moje besede sveta ne bodo premaknile, upam pa, da bodo premaknile kakšno obrazno mišico. Se pravi, toliko se pa že lastim tega, da mogoče moj zapis zna koga spraviti v smeh. To je moj domet in pravzaprav ne samo moj domet, tudi moj namen. Recenzijo knjige je napisal duhovnik Gabriel Kavčič, ki je sedaj na doktorskem študiju v Rimu. Tako je zapisal: Evangelij po Čušinu je dragoceno branje, a ob tem dodal, da je potreben tudi globlji razmislek, sproščenost v zgodbah naj ne bi zameglila temeljnega sporočila. Ja, seveda, če knjigo bereš površno, lahko izpade res samo kot en miselnih vicev na Jezusov račun. Ali pa na moj račun pravzaprav. Ampak to niso samo vici. Jaz sem to predstavo in to knjigo ustvaril in spisal kot Gregor Čušin, kot v prvi vrsti kristjan, veren človek, kot igralec, kot oče, kot mož, vse, kar sem. In to resno mislim. Kljub temu, da so to heci, da so to šale, jaz to resno mislim. In dostikrat sem rekel, da bi bila predstava precej drugače sprejeta, če bi jo igral recimo nek Kobal, ki ga ljudje, verni, cerkev, ne maramo kaj preveč. Medtem ko se Čušinu to odpusti, ker vejo, Čušin je naš.
Tako da je treba to brati skozi očala, da je Čušin naš, spravi, da je Čušin to resen misel. Če ne, je to res nisenih vicev. Sama predstava, upam, da bo knjiga doživela podoben odziv pa uspeh. Sama predstava je predvsem vznemirila ljudi, predvsem teološko podkovane in posvečene. Imel sem par resnih razgovorov na to temo, vabila na osebno vodene duhovne vaje, da razčistimo, kaj je tukaj res, kaj ne. Temeljni problem teh pogovorov pa je bil seveda, da so mislili oziroma pričakovali od te knjige, da je to resen evangelij. Mislim, da se postavlja to v bok tem 4 kanonskim evangelijem. Pa ni. To je moje videnje evangelijev, to je predstava, to je literatura, to je fikcija, to je umetnost. Pustimo tiste 4 evangelije na miru, ne, beremo jih, ne. Mogoče reči, tole je resno mišljen, neresen tekst. Pri knjigi je opazen tudi prispevek ilustratorja. Kapucin, Luka Modic je avtor teh zelo premišljenih ilustracij, ima tudi diplomo Likovne akademije v Benetkah. Ne? Ja, Lukova zgodba je zanimiva. Luka je najprej doštudiral slikarstvo, kasneje, da ne bom prepovedoval njegove zgodbe, postal kapucin, prenehal s slikarijo, opustil svoje nekdanje umetniško življenje. Midva sem se pa srečala po nekem naključju in v pogovoru sem rekel, da pač ne sme vršiti svojega talenta stran, da ni svoj talent uporabi za boljše stvari, da ni treba, da zdaj pokuri te mostove za sabo, ampak naj gradi nove mostove z umetnostjo. In tako se je pravzaprav zaradi najnega srečanja spet začel ukvarjati s svojo nekdanjo ljubeznijo, slikarijo. In to je zdaj že pravzaprav druga knjigica, ki smo jo napravili skupaj. Strašno mu zaupam, zaradi tega, ker ima podoben smisel za humor. Tudi Luka je strašno zabaven človek. Predvsem pa talentiran likovnik. Mislim, da je eden najboljših slovenskih ilustratorjev, predvsem pa razume, kaj hočem povedati. Njegove ilustracije pa so zelo zanimive in pravzaprav jaz jih tretiram kot ikone, ker ikone treba razložiti. Ikone ne moreš samo dojeti, ikono je potrebno razlagati, tudi njegove slike so majčkeno zakodirane, tako da pozivam vse bralce, ko bodo vzeli v roke knjigo, da se poglobijo v te, čeprav enostavne pa preproste slikce, ampak so zanimive, imajo pravzaprav svojo zgodbo znotraj moje zgodbe. In sem vesel tega sodelovanja in upam, da ni zadnje. Poveva še nekaj podatkov iz vaše biografije. Ste letnik 70, odraščali ste v umetniški družini, saj je bil vaš oče slikar. Po prvem letniku slavistike ste se prepisali na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Tam ste diplomirali, imate tudi študentsko Prešernovo nagrado, drži. Imeli ste več zaposlitev v različnih gledališčih, sedaj redno nastopate na televiziji, na filmu. To poletje ste snemali kriminalno serijo Leninov park in Dolina rož. Kdaj bomo to videli? Ja, kot obljubljajo, ne bi bilo to okrog novega leta na televiziji. Se veselim, upam, da nam je uspel, čeprav smo imeli zelo malo časa, pa zelo veliko dela. V približno istem času, kot smo snemali prvo serijo teh kriminalk Jezero, smo zdaj posneli 2 taki seriji, predvsem enega dela. Je pa to zelo zabavna zadeva, fina zadeva in se veselim, upam, da bo imela odziv pri gledalcih. Ste imeli tudi tam tako vlogo šaljivo? Niti ne, sem si jo naredil. V prvi seriji sem si majčkeno preboral prostora, v drugem snemanju smo si pa že lahko majčkeno prisvojili like, tako da ja. Jaz sebi rečem, da sem komični vložek. Skušam v ta tako resen svet prinesti majčkeno te blage, svete neresnosti. Jaz mislim, da se veliko stvari bi se dal na tem našem ljubem svetu precej lažje in boljše rešiti, če bi se ljudje majčkeno resno sami sebe jemali. Da bi majčkeno bolj neresno sebe pogledali, potem bi bolj resno pogledali svet okrog sebe. Je pa ravno obratno. Sebe strašno resno jemljemo in zaradi tega neresno gledamo vse okrog sebe. Mislim, da bi ta obrat zelo potreben in bi prinesel precejšnjo spremembo na svetu. S tem ne kandidiram za kakšnega predsednika države, ampak mislim pa, da bi bila to dobra formula za spremembo sveta. Kaže kateri od vaših 6 otrok kakšno umetniško žilico? Nažalost, ja. Upam pa, da ne bodo šli po mojih poteh, da bodo izbrali kaj bolj, kako bi rekel,
produktivnega, konstruktivnega. Čeprav jaz sem si želel, da bi, malo sem jih usmerjal, da bi bil kdo kakšen kardiolog, stomatolog, vse to, kar bom zdaj s časoma vse bolj potreboval, ampak nažalost so vsi šli v neke družboslovne sfere. Imam eno pisateljco, imam enega slikarja, imam enega igralca, imam enega scenskega delavca. Celo gledališče imate Ja, doma. ja, tako da računam na to, da kamor gre ta svet, bom verjetno moral kupiti en kamion in bomo lepo kot včasih gledališka družina, pa se bomo vozili, oče bo pisal tekste, ostali bodo poskrbeli za ostalo, pa bomo šli po svetu. Zelo lepo. Imate tudi rubriko v reviji Ognjišče, pišete za družino, imate blog, vas to izpolnjuje? Predvsem me zaposluje. Ja, moram reči, da dostikrat rečem ženi, kdo bi si mislil, ko sem se odločil za akademijo, ko sem pustil slavistiko, te pisateljske, pravzaprav bolj pesniške sanje, ko sem se spoznal z gospodom Toporišičem in z Slovnico, sem ugotovil, da bom te sanje pustil pri miru, šel na akademijo in mislil, da bom seveda velik igralec, velik sem sicer postal, sicer malo bolj v širino kot v višino, ampak kdo bi si mislil, da bom pravzaprav se ukvarjal spet z besedo, da pravzaprav bom živel od tega pisateljevanja. Tako da te kolumne so mi sicer v veselje, hkrati pa tudi v breme. Malo zoprno je, ker moraš vsak mesec ob točno določenem datumu dati točno določene tekste. Človek ni narejen kot ura, inspiracija in navdih ne prijeta kar tako, kot da bi si človek želel, da bi vrgel en kovanček v vrežo, pa da preleti ven tekst. Hkrati pa, ko nekaj nastane, ko napišem, ja, moram reči, sem vesel, presenečen. Ko berem kakšne stare tekste, sem včasih presenečen, da je to prišlo izpod mojih prstov, iz moje glave, oziroma zmeraj bolj dojemam, da sem samo na nek način prevodnik, da tam gore en golobček, Sveti Duh lebdi nad mano in to, jaz pravim, kaka, in potem pa jaz to mečkam prevedem na papir, spravim in to je to. Mi je v veselje, upam pa, da tudi ljudem v prijetno branje in korist. Vas lahko prosim, da nam preberete odlomek iz knjige? Seveda. Naj bo to Galileja. O Jezusu si lahko mislite in o njem rečete karkoli, le tega ne, da je bil dolgočasen. Ljubi Bog v nebesih, kaj vse smo na poti z njim doživeli. Vedno je bilo kaj. Kamorkoli smo prišli, so ljudje drli na kup, da bi ga videli, da bi se ga dotaknili, da bi ga slišali. In bilo je kaj slišati. Jezus je znal pripovedovati take zanimive štorije, da smo si ves čas brisali solze. Včasih od smeha, včasih od ganotja. In ko so se ljudje nasmejali, najokali, jih je zdravil. Slepe, gluhe, bolne, šantave. Kdorkoli si je pritipaval ali priplazil do njega, je bil zdravljen. Nekoč so mu hromega človeka, privezanega na posteljo, spustili kar skozi streho, ker se mu zaradi greče niso mogli drugače približati. Jezus je možaka pogledal in mu rekel: "Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov." "Ne morem," je rekel ta. "Seveda lahko," mu je rekel Jezus. "Ozdravil sem te, kar pojdi." "Ne morem, če sem privezan." Jezus ga je na to odvezal vrvi in grehov, možak je ostal, pobral svojo posteljo in odšel. Gregor Čušin, hvala za prebrani odlomek, hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala za vabilo. Želim vam, da bi knjiga uspela in da bi bila inspiracija za razmišljanje marsikateremu od bralcev. Jaz pa upam, da se bodo ob tem tudi zabavali, oziroma da bodo, ko bodo prebrali Evangelij po Čušinu, rekli: "Dajmo preveriti, kaj od tega je res, kaj ni," in bodo prebrali še vsaj enega od tistih znanih kanoničnih 4 evangelijev. Lepo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in še nasvet. Če iščete dobre knjige, pobrskajte in poiščite knjigo Gregorja Čušina in zagotovo boste v branju neizmerno uživali. Hvala za pozornost in srečno.